pa je prav te spontane aplauze, še naprej zmenjene. Dajmo videti malo, ste vsi, kdo je vse tukaj dijak tega, oziroma gojenec dijaškega doma Ivana Cakarja, če lahko zaploskate. Mimo vrš ploskate. Vi ste tudi tako? Kako je že 40 let ali? Več, ne? Dobro, kako vam je ime? Aljoša. Kaj pa študirate? Oziroma, kjera srednja šola je ta, ki vas je v 3. letniku zjebala? To je tako, mi vsi, ja. A vas je kaj zjebala kriza? Mene ni, jaz sem že skozi srebrn. Nič, dajmo zdaj zaploskati vsi, ki niste dijaki tega, ali pa sploh. Aljoša, vidim, ima dvojno osebnost, pa ni dijak, pa ni dijak, mislim, kako se počuti. V redu, mi bomo danes tukaj predstavili 6 gojencev letošnje Akademije Punch. Ful se dobro sliši, to smo si zmislili, ker se dobro sliši. Drugače to pač ene čisto navadne delavnice, ki smo jih imeli tam v Tamali luknji, v to veliko nas danes so nas prvič spustili. Tako da v bistvu vsi oni, vseh 6, ki bojo nastopali, razen potem glavne zvezde, ki prihaja na konc, ki jo nismo sploh omenjali, to je Iva, ki je že odlan. Pa je tako napredvala, da lahko zdaj v bistvu zaključ zadevo, ker pač vsaj en mora biti smešen. Ker pač to jaz nisem, jaz pač ne vem, če kdo bil že nekdaj na mojem šlogu, ve, jaz nisem zato, da bi bil smešen, jaz sem se zaradi denarja tle. Sem jih kar dobro oglobil, zato ste vi lahko zaston tukaj. Ne, drugače sem menedžer v življenju, ne. Ne vem, če veste, to je on, ko pobira 20% od vsega. Jaz, ko grem s punco na kosilo ali pa na večerjo, mora ona plačati, pa pol še dati na pitnino, pa še jaz 20% poberem. Tako da ja, vi v glavnem, če vam je smešen, se smejete, ploskate, se zabavate, bejbe lahko mečete gor kakšne modrce. Men raj ne metati modrcev, pridite pol brez modrcev, backstage. Pa pol, ko boste šli ven, pokličite svoje frende pa rečete, ej, tole vdico je bilo noro, gremo v sredo v Gronko, tam pa sicer vstopnina. Če vam pa ne bo dober, se pa smejte, se zabavite, mečete modrce gor, ful ploskite, skandirite, pokličite pol svojega frenda pa rečete, ej, to danes je bilo noro dober, v sredo pa je v Gronko. Sam. Ok, dajmo začeti. Prvi je v bistvu prva. Rekla je, da je toliko trema tiši, ampak še bolj pa vse tipe, tako da je rekla, ženske bojo vladali svetu in tudi današnji predstavi. Tako da dajmo en velik aplauz, na oder prihaja prva učenka, gojenka, whatever, Akademije Punch 3. Punce, ful ploskite, ker to je vaša vrsta. Fantje, ful ploskite, mogoče v dokaj dubu. Ker začnemo od spredi in ploskimo od zadnji. Oder prihaja Eva Draganc. Potrava delam v lokalu, sicer že 6 let, ampak zame je še vedno prvič. Tako, pa pride stranka, pa naroči pivo, Kero, Union, Laško ali pa enega tazga, ker ne smem povedati, kako se imenuje. Union, valjda prinesem Laško, hvala Bogu, je slep. Pa prija pa tudi kakšni gluhonemi, recimo pride in tako pokaže, boste vi povedali, kaj to pomeni? Kava z mlekom. Če bi pokazal kava smetano, bi ga ven vrla. Drugač pa ta lokal prihaja tudi tako družine, ker ta lokal je tako v središču trgovinskega centra in valjda ženska gre kupovat pač po štacunah, ne vem, obleke, des gre pa z otroci na pier. In pride in dober dan, kaj lahko postrežem, pivo, Union, Laško ali pa enega tazga, ker ne smem povedati, kako se imenuje. Enega tazga, ker ne smem povedati, kako se imenuje, debil patriot je. V glavnem in pol zdraven dobim še celo gručo pamžov, ki jih moram tam čuvati in valjda pojemo pesence, oziroma smo jih, dokar jaz nisem ugotovila, da so to perverzne pesence. Recimo, metulček, cekinček, ti potepinček, ki si pa bil. Spana štor sedi na bito puško, rok drži, pa čaka na njo, da ustrelil jo bo, če le prikazala se bo.
Ja, tako da raj enkrat premislite, preden boste otrokom še karkoli peli. Eva ni otrok s posebnimi potrebami. Njena starša sta. To je v bistvu bila njena mama, kar je ona ni igrala. Ok, preden grem naprej, vam povem, odprl sem pred 2 leti klub stand-up komedije v Zagrebu, ga tam furam s temi Hrvati, od njih lažji denar kradem, zato nimam v Ljubljani. Ne, ampak zadnj se mi je zgodila ena ful zanimiva stvar. Šla sta 2 slepa pogledat stand-up komedijo. Dvojčka, prej so nam napisali mail, pač njihov nek socialni delavc, da pridete in mi smo se pripravili, smo jim dali eno punco, ki bo cel večer skrbela za njih, ne vem, da jih bo pač pelala do mize, jih obrnila v pravo smer, da bo vsaj gledala proti odru. In res ona, da pridete, ona jih takoj pričaka, jih pele do te mize in reče, kaj boste pila, pa bom pol, pač me pokličila vsakič, ne. In ona dva, ne, ti nama zdaj prinesi vsak moj imper, pa k spijeva prines nova 2, pa k spijeva nova 2, pa nova 2, pa tako cel večer, dokaj na konc programa, pa pol še 2 za rezervo. In ona jih gleda in reče, o moj bog, pa vidva sta slepa, zdaj se ta pa napila, kako ta pa pol vozila domov? Ja, to je tako, če si blond, ne smem povedati, kako je ime Andreja. Tudi komik drugače. Nezadnje sva stala tako od zunaj pred klubom, to bolj za starejši bojo vedeli, mlajši boste čez kakšnih 10 let poštekali. Stojiva pred klubom in ona reče, težki, mene toliko glava boli, pa sploh omenil nisem seksa. Ok, gremo naprej, smo za? Druga stvar, ki me malo skrbela, je pa to, da bom jaz ratal zdaj odvisen od stand-upa, ne? Jaz sem tak človek, mene se odvisnost prvič, ki sem kadil, je bilo ful dobro. Prvič, ki sem alkohol pil, je bilo ful dobro. Drugič, ki sem seksu, je bilo ful dobro. Tako moram malo paziti. Preden pa karkoli povem, jaz sem zdaj stric, sicer že nekaj časa, ampak se moram pohvaliti kar skozi. Moja nečakinja je ime Neža, stara je pa ene tokle. In to so zdaj tista nerodna leta, ne? Pa ne toliko za Nežo, ampak zame. Zdaj pa predstavljajte se, jaz pridem v poln lokal, ta mala me zagleda, preleti do mene in me objame. Pred polnim lokalom. In jaz stojim tam pred tistimi baricami, praktično z otrokom natičen. In Neža, vse te imam ful rad, če bi je 15 cm zrasla. Je pa res, da ta fora bi se dobro palila brez Neže, ne? Vse te imam ful rad, če bi je 15 cm. Vse te imam ful rad, ali pa znači, recimo, gremo na komno, taka potka, ena kolegica gre dol, mi gremo gor, se srečamo na tisti potki, ona se ostava, pogleda, a greste gor? Ej, ne, ful počas Rikvard shodim. Se pravi, imam 10 čudni, ne? No, čudna je pa tudi moja familija, jaz sem en predstavnik, tako da vam date približno vedeti, kako to zgleda. Moj stric, na primer, ne? Moj stric pogrkuje. In tako ko vsi ljudje, ki pogrkujejo, ima v imenu H, po priimku H. Resno, moj Peter je stric Maurin. No in se njemu pripeljali enkrat enega tipa, da se mu predstavil in tisti je seveda tudi pogrkal. Pride do njega, se mu predstavil, dober dan, jaz sem pa Jure Gabrov in moj stric me veseli. Pa sem ga vprašal, zakaj se mu pa nič predstavil, ne? Ja, pa pizdarija, pa da mislim, da ga zafrkala. No, to še ni vse. Moj stric ima 3 otroke, vsi 3 pogrkavajo, majke mi. Jaz sem pa tukaj še narediti, pa majkami, pa mi ni rada.
Resno, 3 otroke ima, vsi 3 pogrkavajo, to ne preskoč generacije, to je zelo vem. In sicer najstarejši ima take standardne roje, ta sreden ima take malo bolj ameriške roje, Katarina, ta najmlajša, ona pa roje kot žroje. Nekaj najbolj fenomenalnega je, ko se ta familija skrega. Zanč pridem mim sobe, slišim noter, Pasec, Barbie, ki si oko v trgu. Pa kakšna Barbika, dej ne seri, itak si prestara za Barbike. A spet se kregata, sprav mi to Barbiko ven, ti se ji pa upravič, pa poberta se, ka nam cel večer tega pogrkavanja poslušal. Zdaj bo težji vsem naprej, ali kaj? Se on na kuru. Učitelj imate radi, ali kaj? To je pričudno. Sem mislil, ko rekel, da je učitelj, da ga je pred sovražen. Ali sovražen. Ne, moram vam povedati, jaz imam enega prijatelja, ki ga kličemo Božiček. To je zato, ko mu je tako ime. Ne, dejansko se piše Božiček. In on je tako, zdaj, če si predstavljate Božička, si predstavljate onega debelega, dobrohotnega moža, ki nos darila. No, on ni tak. On je najgrši človek na svetu, ki zgleda kot on Božiček iz Nightmare Before Christmas. Poslušen, ne. In on se je pri 35 odločil, da bo prvi seksu. In ko to narediš prvič pri 35, valjda to narediš z najlepšo babo, ki pride mim. Takrat je bila to glih Miss Bleda ali nekaj tasga. In je on prišel do nje in je rekel, hej ti, a bi ti imela otroka z menom? Ona ne, misli. Okej, bom pa pazil. Vi še ne paste, ne? Še niste v tej fazi. Še niste plodni. Pozabite, jaz nisem pomemben na današnjem večeru. Mi gremo naprej. Naslednji komik, ki prihaja, je zaradi njega prišlo največ ljudi, kot smo že prej ugotovili, vsi so zamudili. Tako da, dajmo en velik aplavz, na oder prihaja Boris Dren! Ja, jaz sem Boris, tako umeno, pišem se Dren. Zdaj že imam moj priimek poje, jaz ne rabim delati doktorata, ker imam DR že v priimku in sem že doktor N. Dren, ker nekaj. To je tako legendarni igralec Gašper Tič, on ne rabi kurca, ker ga ima že v priimku. On vzame samo svojo osebno kartico, na kateri je njegov priimek in reče, zdravo žena, gospa, tu ima svojo kartico, bo se sama fukaj. Ali pa potegne bančno izkaznico po njeni riti. Odobreno. Drugače prihajam iz Koroške, no? In na poti sem v Ljubljano, sem ugotovil, v križišče se zapeljem desno z avtom in skoraj enega zgazil na prehodu za čez pešce. In tip, na prehodu za pešce. In tip, nisem ga slišal, bil sem avto, ampak znam brati čeljust. Imaš strgano nogavico? Zato tudi šepaš. Ok, no. Ne, mami nese rože, to sem ugotovil. In orhidejo, to bi lahko tudi jaz punci nesel. In on na koncu. Kurva, prvega smo že. Drugače, glede na to, da že imam doktorat, študiram na fakulteti, še to je taka politična fora, až prej doktorat, pol faks. Enkrat sedimo s sošolcem pred fakulteto in rečem, vidiš, ti se šelko tam, kva je dobro. Jebem ti stari, ko bi ga snitiral tam dol, pa tam gor. Ja, jaz sem že spal večkrat z njo. Stari so, kad ti čoski pa na predavanjih. Najboljše je, ko imamo študente na fakulteti, te žurke in vsi krogo plešemo, ko DJ da tisto pesem, kaj že, Čreda galopov, mislim, Gangnam Style, vsi znamo, ne, ampak en tip začne svoj stil tam, ne. Fak, stari, ko je to, ko plešeš, bolj dober. To je Verdens. Ja, imam tudi, še prej sem se zdaj spomnil, bil sem enkrat bruc, te sem še malo pa Koroško gora, pa prijem da ena absolvent, ki je bila ena ful lepa, mlada, lušna, enih 35 let. Prijem ti do nje, zdravo, jaz sem pa Boris, ali, a bi ti bi šla malo z mano plesati? Pa ona, kako lepo sem, z otrokom pa res ne bom plesala.
noseča si. Ampak jaz, ki sem to razmišljal o črnih forah, zanč, ko razmišljam o črnih forah, avtomatsko pomislim na črnce. In zdaj sem gledal eno oddajo in sem bil opazil, koliko imajo oni vsi bele zobe. To ni iluzija, oni imajo res fucking ekstremno bele zobe. In jaz sem razmišljal, če bi oni pol toliko časa porabili za higieno telesa, kolikor porabijo za zobe, bi bili tudi svetli. In tukaj pol ugotovitev. Michael Jackson po moje sploh ni se nikoli operiral, on je bil sam metro črnc in je bil ful svetl, ki se več Bil je ples v maskah, jaz sem bil gorila, ona pa Engel Zalipovič. Deklina, neka super manekenka, greš do nje, čau, ga malo na zrak. In greš proti shodu in tam so pa že normalne luči, ne tako močne kot tle, ampak tako normalne barvne in pol... Ej, nujno moram noter, je še prijatelj krokodilov, mora moj strice pa čevlar, čau! To vsi moški poznate, res, ko ti krokodil umre, konc. Res ne veš, kaj bi, ne, bi šporni ali denarnico. To je bilo vse od mene, zapravo. Ne, dve. A veš, ko mami ne šteka, ne? Isto, ko nikoli ne ve, kje je logout knop na internetu. Kje se pa odjavim? Le, mami, zgori desno, tako ko ponovadi. Mislim, kako ne more najti knofa, ne? Saj ga ne predstavljajo sem pa tja, tako ko ona meni stvari po moji sobi. Oni so pač ta anti-internet generacija, ker recimo moj fotor zna svašta stvari delati, tako zna popraviti švas aparat, podirati drevesa, zna glavnem svašta, ne zna pa shraniti pripomke v mailu. A oni, če kaj zajebajo na internetu, vedno dobiš isti odgovor. Jaz pa služim to drugače. Kaj imaš drugače? Kaj imaš črke na konci drugače razporejene? Ne, v službi imam Outlook, imam pa Gmail. Ja, tako kot sem že prej rekel, počnemo neumnosti. Recimo, eni starši ful mislijo, da so ful kreativni pri izbiri imen svojih otrok. Pa pride ven Luka Lukič, Bojan Damjanovič, oziroma Damjan Damjanovič, Živa Groza. Zdaj v Sloveniji so ful popularna ta dvojna imena, ne? Tijana Lea Kmet, Žan Pak Grobar, Ana Marija Zver. Zdaj, prijemki so po poklicih oziroma po karakterju, kar si, ne? In zdaj, če se bo ta kreativnost, ta trend nadaljeval, ne? Pa bomo zikr imeli v prihodnosti Samir Mesi Fuzboler, Kjaša Hilda Tajkun, Lolita Marija Tič Duhovnik. Sem vizionar, idealist in sanjač. Vizionar zato, ker vidim možnosti, ki jih drugi ne. Idealist zato, ker raj vidim dobro kot slabo. Sanjač, ta se sam razloži. Ker rad spim. Sam je res. Včasih sem hotel biti ful slaven, pa sem se odločil, da ostanem v Sloveniji. Resnica boli. Včasih sem hotel biti ful bogat, pa sem se odločil, da bom stand-up komik. Od letos napol študiram medicino, ker smeh je pol zdravja. Sam v bistvu ni res, da je smeh pol zdravja. Zdrav je pol zdravja. Še kaj o meni rad govorim, včasih tudi z drugimi. Če imate fotiče, zdaj ta čas. Dajte malo bliže. Ja, vemo, da svetlobo in pridružite nam na ovi strani.